Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Fernando Lugo je zmagovalec predsedniških volitev v Paragvaju. Premagal je pripadnico stranke Colorado, ki je vladala Paragvaju vse od leta 1947, vključno s 35-letno vojaško diktaturo generala Stroessnerja. Lugo je škof, ki je bil izločen iz cerkvene hierarhije zaradi aktivnega političnega angažmaja. Pripada smeri teologije osvoboditve, ki se napaja iz sinteze krščanskega usmiljenja in marksistične družbene teorije. Je pristaš južnoameriških novolevičarskih predsednikov Chaveza, Moralesa in Koreje. Obljublja, da bo državo poskušal voditi s konsenzom in proti bivšim oblastnikom ne namerava organizirati lova na čarovnice. Ekvadorski predsednik Rafael Correa je odpustil obrambnega ministra, šefa vojaške obveščevalne službe, poveljnike letalstva kopenskih sil in načelnika generalštaba. Glavni razlog za tako radikalne posege naj bi bila infiltracija CIA in podrejenost le-tej. Poleg razrešitev vojaških poveljnikov so izgnali tudi več kot 100 ameriških vojaških svetovalcev. Glavni razlog naj bi bil posredovanje pomembnih obveščevalnih podatkov Kolumbiji, edini ameriški zaveznici v tem delu sveta. Koreja obljublja še en ukrep, ki ne bo pogodil Američanom. Ob izteku pogodbe za ameriško vojaško bazo leta 2009 te ne namerava podaljšati. Po sedanji pogodbi niso Američani plačevali nikakršne najemnine. V Kolumbiji so aretirali Marija Uribeja, predsednikovega bratranca, tesnega političnega zaveznika in bivšega senatorja. Aretiran je bil ob odhodu iz ambasade Kostarike, kjer so mu zavrnili prošnjo za politični azil. Podobno kot 30 kongresnikov in senatorjev ter nekdanji šef obveščevalne službe je obtožen sodelovanja z desničarskimi paravojaškimi enotami. Oktobra lani je odstopil zaradi začetka uradne preiskave o njegovih povezavah s paravojaškimi odredi smrti. Hrana postaja strateška dobrina, usodnejša od nafte in drugih energentov. Cene letijo v nebo, stotine milijonov ljudi bo zaradi tega pahnjenih v absolutno revščino in lakoto. Venezuelski predsednik Chavez pravi, da je dogajanje na trgu s hrano pokol najrevnejših prebivalcev sveta in znamenje začetka propada kapitalizma. Problem ni proizvodnja hrane, problem je družbeno-ekonomski model sveta, torej brutalni kapitalizem, ki ne predvideva nobenih rezervnih scenarijev. Podobnega mnenja je tudi Evo Morales, ki pravi, da se morajo avtohtona ljudstva paziti in braniti pred pohlepom transnacionalnih družb, saj so nekaterim avtomobili več vredni kot ljudje. Radikalna družbena kritika ni več domena populističnih voditeljev. Zelo podobno se je izrazil John Ziegler, poročevalec Združenih narodov za pravico do hrane. Ta pravi, da gre za tihi množični poboj. Zahod je edini odgovoren za prihajajočo krizo, saj subvencionira predelavo hrane v biogoriva. Špekulacije na blagovnih trgih pa so direkten vzrok nastale situacije. The food production today could nourish normally, which means 2,700 calories adult person per day, normally 12 billion people. Ziegler je kritiziral globalizacijo kot monopolizacijo bogastva planeta, multinacionalke pa obtožil za strukturno nasilje. Problemi z naraščajočimi cenami hrane se odražajo tudi v Kaliforniji, kjer si prebivalstvo kopiči zaloge riža, moke, olja in ostalih trajnih prehrambenih izdelkov. Nekaj največjih verig veleblagovnic je že omejilo količino riža, ki ga lahko kupi posameznik. Tudi Palestinci v Gazi ne bodo manj lačni. Združeni narodi so ustavili dostavo pomoči, saj ni goriva za transport. Izrael že skoraj 2 meseca blokira uvoz energentov. Zaradi tega je potekala živahna razprava v Varnostnem svetu Združenih narodov, kjer je libijski predstavnik stanje v Gazi primerjal s holokaustom. We have many times compared this situation, the one prevailing in the occupied Palestinian territories, to the situation in Europe during the Second World War. Unfortunately, those who complain of being victims of some kind of genocide are repeating the same kind of genocide against the Palestinians. So the issue is not saying this or that. The issue is enabling the Security Council to act and not to be restricted to playing the role of reporter.
Po teh pripombah so predstavniki ZDA, Velike Britanije, Francije, Belgije in Kostarike zasedanje protestno zapustili. Ameriški predstavnik je kasneje dejal, da gre za popolno zgodovinsko ignoranco in moralno brezčutnost, kar naj bi bil tudi glavni razlog, da Varnostni svet ni zmožen ukrepati na Bližnjem vzhodu. Sočasno so izraelski desničarski poslanci ostro kritizirali vlado, ker je odprla mejni prehod v Gazo humanitarni pomoči. Benedikt XVI je obiskal ZDA. Srečal se je s predsednikom Bushem, obiskal točko nič in se srečal s svojci in žrtvami pedofilskih zlorab. Prav obsodba in kes zaradi pedofilskih škandalov v ameriški katoliški cerkvi sta bila glavna poudarka papeževega obiska. V skupni izjavi s predsednikom Bushem sta obsodila terorizem in poudarila nujnost spoštovanja človekovih pravic. Z ničemer nista naslovila ne vojne v Iraku, ne mučenj in ubojev, ne Guantanama, ne Abu Grajba, ne Afganistana, ne smrtne kazni in krčenja osebnih svoboščin v ZDA in niti tega, če ima je pistacijev sladoled bolj všeč kot jagodni. Sočasno je Vrhovno sodišče razpravljalo o humanosti usmrtitve z injekcijo. Dominantno katoliško Vrhovno sodišče se je odločilo, da v tem ni nič spornega. Celo več. Sodnik Scalia je dejal, da v ustavi ni zapisano, da mora biti eksekucija neboleča. Čeprav je papež izrazil vsaj moralno ogorčenje nad zlorabami otrok po ameriških zakristijah, je bil prav on tisti, ki je v svoji prejšnji vlogi obilno prispeval k nadaljevanju zlorab. Kot kardinal je vodil kongregacijo za nauk vere oziroma nekdanji sedež Svete inkvizicije. V letu 2001 je vsem škofom poslal pismo, v katerem jih poučuje, naj spolne škandale prikrivajo, njim pa zagrozil z resnimi kaznimi in celo ekskomunikacijo, če bi prekršili papeške skrivnosti. Celo več. Vatikan je aktivno sodeloval v skrivanju problematičnih duhovnikov, da so se lahko izmuznili pravosodnim organom. Zato nekateri odvetniki žrtev zahtevajo kazenski proces proti tedanjemu kardinalu Ratzingerju. Ta je tovrstne pobude označil kot načrtovano kampanjo z namenom očrniti cerkev. Stadium officials have been working feverishly preparing for this great mass. A stage on center field will hold the Pope's sacred altar. It is another step in this carefully orchestrated papal visit, much like the White House ceremony Wednesday, complete with pomp and circumstance, and 2 rounds of happy birthday for the 81-year-old pontiff. Po neuradnih podatkih naj bi ameriška vojska v operacijah proti vojski Mehdi v Basri ubila okoli 800 ljudi, večinoma civilistov. Ranjenih naj bi jih bilo skoraj 2000. Povzročena je ogromna škoda na zasebni in javni lastnini ter infrastrukturi. Ameriške enote so to revno 2-milijonsko mesto obkolile in izolirale. Basra je deležna vsakodnevnih letalskih napadov, čeprav gre za gosto poseljeno urbano območje. Z bombardiranjem niso prenehali niti ob obisku delegacije iraškega parlamenta. Ameriška veteranska administracija je v interni korespondenci potrdila, da na teden stori samomor kar 126 veteranov. Vseh veteranov je sicer kar 24 milijonov. Bolj zaskrbljujoč podatek je ta, da je med veterani, ki so deležni psihiatrične oskrbe, kar 4 do 5 samomorov na dan, torej okoli 25 na teden. Ameriška vlada pripravlja uredbo, ki bo letalskim družbam zapovedala odvzem prstnih odtisov vsem tujcem, ki odhajajo iz države. Letalske družbe so nad okoli 3 milijardnim ukrepom ogorčene, ne zaradi posega v zasebnost, temveč zaradi dejstva, da vlada nanje prelaga dejavnost, ki bi jo morala izvajati sama. Direktor Agencije za domovinsko varnost pravi, da odvzem prstnih odtisov ni poseg v zasebnost, saj jih puščamo povsod, torej niso pretirano zasebni. ZDA bi rade program razširile tudi na Kanado, Veliko Britanijo in Avstralijo. High five! Po smrti Sapar Murata Niyazova, Turkmenbašija, se Turkmenistan počasi vrača iz območja somraka. Novi predsednik je odpravil koledar Turkmenbašija, ki je mesece poimenoval tudi po sebi in svoji materi. Poleg ukinitve tovrstnih posebnosti bo država do septembra dobila tudi novo ustavo. Iz ljubljanskega studia 142. Nasvidenje. Ok, to je bilo čisto smem. Ne, to mi ni všeč, ne. Ne, vroče mi je rad.